Pozdravljeni! V tokratnih vaših vprašanjih se bomo ukvarjali s temo, ki je izjemno zanimiva in aktualna. Namreč letošnji rezultati ekipe Red Bull so po mnenju marsikoga izmed vas pod tistimi pričakovanji. Kaj se je zgodilo med sezono 2019 in 2020? V tej rubriki se pogostokrat zgodi, da izjemno enostavno vprašanje pripelje do izjemno kompleksnega odgovora in tudi danes bo temu tako, kajti ni enostavno razložiti, kaj se je zgodilo med sezono 2019 in 2020, kako lahko gledamo toliko slabše predstave pri ekipi Red Bull. Sezona 2019 in 2020 ni direktno primerljiva, so neke podobnosti, so neke usporednice, a ne smemo jemati zadeve tako enostavno. In treba je razumeti marsikatero podrobnost, da bi lahko rekli, da letos Max Verstappen sploh ni razočaral, lahko je presenetil lani. Namreč mi, navdušenci Formule 1, smo verjetno tudi preveč pričakovali tako od Red Bulla kot od Maxa. In če so lani imeli malce preveč sreče, jim jo je letos lahko tudi zmanjkalo. Poglejmo namreč tiste razlike, ki so bile v koledarju med lansko in letošnjo sezono. Znano je dejstvo, da proga v Red Bull ringu je domača proga za ekipo Red Bull in jim je nekako po konceptu pisana na kožo. Videli smo v lanski sezoni, da je tu Max Verstappen napravil, po mojem osebnem mnenju, eno izmed najbolj popolnih dirk do sedaj v njegovi karieri. Bil je bistveno hitrejši od Mercedesa, kajti ta koncept proge jim ne leži. Premagal je tudi takrat Charlesa Leclerca in to z dobrim bolidom in enkratno vožnjo. Letos organizatorji so začeli sezono z dvema dirkama na tisti progi. Nekako vsi mi smo pričakovali lagodno, enostavno življenje za ekipo Red Bull, katera ve, kako je treba nastopiti na tej dirki. A videli smo, da so imeli težave z uravnoteženostjo. Vreme je bilo vse prej kot idealno, temperature so bile nižje in predstave pri Red Bullu so bile daleč pod tistim, kar so bila standardna pričakovanja. Nato v nadaljevanju sezone smo videli, da so organizatorji zopet pomagali Red Bullu in govorim o izboru pnevmatik za drugo dirko v Silverstonu. Seveda, treba je poudariti, če je proga v Red Bull ringu pisana na kožo ekipi Red Bull, je tista v Silverstonu pisana na kožo tovarniške ekipi Mercedes. In tu so z dejstvom, da so izbrali za drugo dirko drugačen izbor, mehkejši, nekako pomagali ostalim, pomagali predvsem Red Bullu. In videli smo, da je tu Max Verstappen pravzaprav dosegel zmago samo zaradi takega izbora pnevmatik. In čeprav bi lahko rekli, da v lanski sezoni so nas presenetili pri Red Bullu z lepim številom zmag Maxa Verstappena, je treba biti tudi objektiven. Res, na veliki nagradi Avstrije so pokazali enkratno formo, a izkoristili so priložnost predvsem v veliki nagradi Brazilije in veliki nagradi Nemčije. Ukolikor ne bi bilo določenega spleta okoliščin, ne vem, če bi bil zaključek dirke taki, kot smo ga videli. A seveda tudi po drugi strani na veliki nagradi Monaka je bil Max Verstappen prekleto hiter, a naredil je napako v boksih, bil je kaznovan in zaradi tega njegov rezultat je bil bistveno pod tistim, kar je pokazal na progi. Vseeno, kot outsider, kot prvo leto pogonskega sklopa Honda v bolidu Red Bull je bila sezona 2019 nad vsemi pričakovanji. In verjetno zaradi teh visokih pričakovanj v sezoni 2020 smo bili vsi mi malce razočarani. Namreč treba je poudariti nekaj. V sezoni 2019 smo videli 21 dirk in Max Verstappen je odstopil dvakrat.
V tej čudni sezoni 2020 bomo videli 17 dirk. Manjkajo še 3 dirke, a do sedaj je Max Verstappen odstopil 4-krat, kar se tudi pozna na rezultatu, na številu točk. In treba je poudariti nekaj, da Red Bull, ki ga vidimo letos, ni na nivoju Mercedesa. Videli smo skozi telemetrijo, da predvsem tisti pogonski sklop Honda je šibka točka, katero hočejo pa izničiti z konceptom bolida, kateri je izjemno ekstremen, kateri ima zelo ozko območje uporabe in je praktično odvisno od samega voznika, ali jo bo izrazil ali ne. Tu smo videli, da naprimer Alexander Albon ni vešč, nima dovolj talenta, da bi dosegel tiste rezultate, katere se od njega pričakuje. In tu je treba poudariti, da naprimer sam ne pričakujem, da bi bil hitrejši od Maxa Verstappena ali prav tako hiter, temveč pričakujem, da bi pomagal Maxu Verstappenu s tem, da bi bil pred Mercedesoma, takrat, ko je to možno, ter jo potisnil v lestvici malce bolj nazaj. In prav tu je eden izmed tistih faktorjev, na katerega smo mnogi pozabili. V lanski sezoni je bil konkurenčen Ferrari. Marsikdaj je bil Ferrari tisti glavni antagonist Mercedesa. In s tem, ko je Ferrari prevzel tisto glavno vlogo izzivalca, je v bistvu tudi pomagal Maxu Verstappenu in Red Bullu. Namreč, tako tisti zaostanek Maxa Verstappena ni bil tako velik, ni se pričakovalo, da bo zmeraj on tisti glavni nasprotnik, ter je bil, ko je znal izkoristiti priložnosti, bistveno večje presenečenje, kot je letos, ko so vse oči uprte vanj in v bistvu ni drugega, ki bi se lahko spopadel z Mercedesom. Namreč, tiste priložnosti, ki jih je imel Max Verstappen, kot smo videli, ni izkoristil. A zavedati se moramo tudi dejstva, da na tistih progah, ki mu dajo določene priložnosti, mora v tej sezoni voziti dobesedno na polno, da je lahko konkurenčen. Če pogledamo samo zadnjo dirko, veliko nagrado Turčije, kjer smo videli ogromen potencial na kvalifikacijah, a na koncu v nedeljo, ko se delijo točke, bistveno slabšo predstavo od tistega, kar bi lahko pričakovali. A kje je bil vzrok te slabe predstave Maxa Verstappena na veliki nagradi Turčije? Seveda v tistem vrtenju, ki smo ga videli tik pred 18. krogom. Zakaj je Max Verstappen tam šel prehitevati Sergija Pereza? Zato, ker ga je ta zadrževal, ker je imel bistveno prej počasen ritem za tisto, kar je bilo v strategiji Maxa Verstappena. Seveda, teorija strategije dirk. Proga je bila mokra, Max je bil prisiljen poizkušati prehiteti Pereza in seveda zgodilo se je tisto, kar je najmanj pričakoval. Zavrtel se je, bil je prisiljen na dodaten postanek, kar je še povečalo njegov zaostanek in rezultat na koncu je bil logičen, čeprav nepričakovan. Treba je poudariti, da Max Verstappen na veliki nagradi Turčije je imel 3 postanke, Lewis Hamilton enega. In sedaj lahko razpravljamo, ali je imel v začetku zamišljeno strategijo z enim ali 2 postankoma. Vseeno v tistem ključnem trenutku dirke je bil prisiljen imeti bistveno hitrejši ritem od tistega, ki se ga je izbral Lewis Hamilton. Če se spomnimo, Lewis Hamilton v začetni fazi dirke je bil udobno za Sebastianom Vettelom, katerega je skušal prehiteti, a ne preveč prepričljivo. Max Verstappen je bil prisiljen prehiteti Sergija Pereza, kajti drugače bi izgubil preveč časa, kar nam da nekako sumiti, da je imel v načrtu 2 postanka in ne samo enega. A s tem, ko je imel en postanek več od Lewisa Hamiltona, je njegov zaostanek na koncu dirke razložljiv in razumljiv. Ukolikor bi imel enega manj, bi bil po mojem osebnem mnenju z lahkoto drugi.
Ukolikor bi napravil tiste stinte tako, kot si jih je zmislil, bi pa bil lahko celo prvi, brez velikih težav. A to je teorija, to so moja predvidevanja. Hotel sem vam samo orisati situacijo, kjer smo videli, da Lewisu Hamiltonu ni bilo potrebno voziti na maksimumu sposobnosti svojega bolida, kateri je bil v zaostanku, kar smo videli v prejšnjih prispevkih, medtem ko Max Verstappen je bil prisiljen imeti serijo izjemno hitrih krogov v tisti fazi dirke. Seveda, lepo je razglabljati po končanih dirkah, ko imamo vsi pred očmi tiste rezultate. Hotel sem samo prikazati, kakšna je razlika med tistim, kar mi pričakujemo, in tistim, kar lahko doseže Max Verstappen in Red Bull RB16. Seveda, potencial na papirju se marsikdaj izkaže za malce preveč optimističnega na dirki, kajti imamo kar nekaj spremenljivk, katerih ne moremo upoštevati, preden se dirka začne. Pa vseeno, mnogi izmed nas smo pričakovali malce več od tistega, kar je pokazal Red Bull, kar nam zopet pokaže to, da tisti vtis, ki nam ga dajejo, je ponavadi malce nad tistim, kar so v resnici sposobni doseči. In seveda v prihodnosti bodo morali popraviti marsikaj. In tu ne govorim samo o pogonskem sklopu, govorim tudi o moštvenem kolegu, kateri bo moral dajati večjo podporo Maxu Verstappenu, kot jo nažalost v letošnji sezoni daje Alexander Albon. Ampak tudi to je znana tema, o kateri smo govorili že mnogokrat poprej. Upam, da sem odgovoril, da sem orisal situacijo, zakaj letos Max Verstappen ne dosega tistega, kar smo mnogi od njega pričakovali. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.